Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je današnji prvi četrtkov obračun Prve lige Telekom Slovenije. 26. krog pa nam najprej ponuja popoldansko srečanje med Aluminijem in gostujočo Gorico. Sicer pa Goričani letos niso pretirano uspešni proti Aluminiju, tudi obratno ne kaže tako, kajti v tej sezoni in zadetek, takoj je že padel gol v drugi minuti srečanja. Aluminiju pa je uspelo tisto, česar so si verjetno najbolj želeli. Vrbanec pa znova asistent, poglejmo, Štor pa je obrnil in matiral, to je že njegov tretji gol v tej sezoni in vroč je Luka Štor. Zatresel je mrežo že proti Rudarju in, kot sem že dejal malo prej, proti Krčanom. Etienne Velikonja je zapravil žogo. Štor je hiter, je Štor, ali bo to zdaj opravil 1-1, ob njemu je Lipušček, ki je seveda šel na žogo. Maloku spodal kazenski prostor, ali bo to najstrožja kazen? Ne, padel je sicer kapetan Filipović, še vedno Filipović, ali bo sprožil proti golu? Padel je Filipović, Koblar je bil tam in to je 11 metrovka za Gorico. Luka Koblar je, kot kaže, kresnil po nogi Filipovića, ki zdaj še vedno leži tam zunaj. Zelo pomembno, ne vajo, ampak kar zadetek in v slogu mojstrov znova Etienne Velikonja. Izenačenje na 1-1 v Kidričevem. Dvig samozavesti in dodatno energijo, zdaj lepa akcija Aluminija. Maloku brani Sorčan in reakcija Štora. 2-1, hitro so reagirali in vrnili milo za drago za tisto dosojeno 11 metrovko Obrenovića. Težka tekma za ene in druge, še posebej, kar se tiče razmočene zelenice. Strel z Grudine in kar nekaj dela zdaj za Janžekoviča. Visoka branilca na svoji poziciji v kazenskem prostoru pred golom Sorčana. Ali je tukaj zdaj v zraku že priložnost, da se lahko zgodi tudi tretji gol danes za Aluminij. Strel proti vratom in gol! 85. minuta, Muminović. Potrebovali smo to zmago, z naše strani izredno pomembna in danes v teh težkih pogojih, ko je deževalo celo noč na močno igrišče, smo v bistvu pokazali nek ekipni duh in danes je ta želja prevladala na igrišču in zaradi tega sem zelo vesel. Jaz mislim, da prvi polčas smo solidno odigrali tekmo, imeli smo večino posesti. Probali smo si ustvarjati šanse, Aluminij je odigral zelo pametno na kontranapad, drugi polčas je pa ratala tekma na trenutke malce divja, tako da na koncu so pač pošteno Kidričani odnesli 3 točke.